ne rad, ampak moram. Zdaj mi je poštar prinesel, uročil pisemsko pošiljko. Policijska postaja Ljubljana Šiška. Nazadnje sem to dobil, je bila Urška Klakočar Zupančič. In zdaj sumim, da sem spet od Urške dobil, ne vem sicer kaj, ker zdaj faktorja ni več. Ne vem, bil sem gost v Uri resniče, kjer je tale bila tematizirana, ne na mojo pobudo, jaz sem dal samo intervju, ker sem bil naprošen. Zdaj bom pa jaz tole malo odprl, pa da vidim, kaj bo v teli pošiljki, kaj je to, obvestilo kršitelju. Jaz sem zdaj kršitelj. Pa da vidimo, kaj bo pisalo. Se lahko je, da je kaj ta star primer, ki je že zaključen, kjer sem mogel jaz policistom kazen plačati, ker mi ni bilo ugodeno pri varstvu, tem sodnemu varstvu, ker sodnica, ki mi je sodila, je bila njena kolegica, znanka. Skupaj so bile inaugurirane. Tadeja Oblak. Istega leta jih je Gantar imenoval za sodnico, Urško pa tolo Tadejo. In itak, da pol sodni mlini meljejo pristransko. Da vidimo, policijska postaja Ljubljana Šiška, prekrškovni organ, obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. Prekršek. O kršenju javnega reda in miru. Zopet sem kršil javni red in mir. Meni so povedali pravniki, da je ta zakon o kršenju reda javnega in miru zakon za te vaške posebneže, ko razgrajajo na veselicah, pa kalijo nočni red in mir. Po tem zakonu sem bil jaz preganjan že prvič zaradi faktorja. Tema je bila podivjana kobila, metafora. Da vidim zdaj, kaj pa tukaj zdaj. 16.4. torej aprila je Urška Klakočar Zupančič prijeto 9.4. aprila prijavila sum storitve prekrška po določbah prvega odstavka 6. člena zakona ZJRM, zakon o kršenju javnega reda in miru. V uri resnice, kjer sta me Bojan Požar pa Aljuš Pertinač prosila, če bi sodeloval, tema je bila pa spet Urška. Jaz sem rekel, figico, ne bom prišel, me bojo spet preganjali s policijo. In glej ga šmenta, spet sem dobil, ker zdaj to ustaljena praksa, da sem naznaniteljica je s svojimi pisnimi prijavami navedla, da je dne 20.3.25 na spletnih medijih Info 360, se pravi tale Požar, pa Štancer je v tele v zadju. Na YouTube kanalu zasledila oddajo z naslovom Ura resnice z Bojanom Požarjem, psihoanaliza svobode med ljubimci in paraziti. Z dne 19.3. 19.3. je bila res ta oddaja, jaz sem tam bil, to ima ogledal čez 30.000, rekorde imam. Mava za Ljušem. In zdaj sem jaz spet kazensko ovaden. Zdaj Danilo Krajnc, pooblaščena in uradna oseba, policijski inšpektor 1. Zdaj ne bom jaz bral, bom pa jaz tole zdaj Bojanu pa Ljušu pa poslal, ker to je pa zdaj višek. Zdaj bi jaz ne vem, kjero kazen plačal, nič ne piše mende. 15 dni od dneva, pritožba, jaz spet bom neko pravno varstvo moral zahtevati, ker veste, v kazenskem zakoniku piše, je prav člen, da kdor za potrebe žurnalistike, se pravi novinarstva, v enem strokovno argumentiranem diskurzu pove nekaj o eni osebi, navadno imajo politične osebe debelejšo kožo, tako je v tej kulturi, politično, ampak ok, tale Urška jo nima, pustimo zdaj to. Piše namreč, da se, če se osebe čutijo užaljene
da je nekdo v nekem intervjuju, na katerega je bil naprošen, jaz sem bil povabljen, naprošen, daj povej, kaj ti strokovno vidiš, ker sem znan potem, da profiliram. Da poznam temo profiliranje politikov in raznih medijskih, tudi atentatorjev, tudi če bi se želel spravil na tolo Ameriko pa ta atentat. Pa se rekel, ne bom figico, da mojo spet preganjali s policijo, pa ne vem, šikanirali. Jaz sem bil povabljen tudi, da komentiram poroko Roberta Golobe pa Tine Gaber, pa sem rekel, ne, figico, spet bom dobil policijo, ker na mene prežijo, ker moja beseda je kredibilna. In zdaj sem dobil tole, v tem zakonu piše, da oseba, ki za potrebe novinarstva, žurnalistike, pa v akademskem diskurzu, strokovno nekaj razloži in da se nekdo čuti užaljenja, ta oseba, ki da tak intervju, ni kriva. To piše v zakonu. Veste, ko sem jaz Tadej Oblak to govoril, ali pa teli zdajle Ireni Hribar, ker me tudi Katarina Keček preganja s policijo, ker sem dal intervju, kjer sem opisal, zakaj ena oseba v enih spletih psiholoških okoliščin ni kredibilna, je bila užaljena. Ona mene, Katarina Keček, toži za 10 000 evrov. Sodnica, someščanka Urške Klakočar Zupančič, se pravi iz Sevnice, to me tako linčala, da sem pa jaz zdaj pa osebno zahteval menjavo sodnica v tem drugem primeru. Ampak zdaj pa lejte, spet bom zahteval sodno varstvo, ker jaz po zakonodaji, mimo svobode govora, mimo Evropske konvencije o človekovih pravicah, pa slovenske ustave, ki opredeljuje svobodo govora. Po kazenskem zakoniku se mene ne sme preganjati, ker sem za potrebe novinarstva dal intervju, strokovno utemeljil, moja beseda je kredibilna, zato sem tudi bil povabljen v ta intervju. Pa sprva nisem hotel jeti, pa dej v dobro starih časov, pa faktor smo skrb delali, dej prid, se ne morem nič tazga, ne upam vsega povedati, kar vidim. Zato, ker sem spet dobil policijo domov. In evo, danes sem dobil tolo vročitev kršitelju. Zdaj pa, spoštovani, kaj mi kaj svetujete naj naredim? Ker Boštjan M. Zupančič je nazadnje rekel, Petel put do odvetnika, pritoži se v roku, pa tako naprej. Jaz sem se res pritožil, sem vzel 20 ur časa, preštudiral vse, dal materijale, jaz bi lahko 125 evrov polovičko plačal. Ne, jaz sem 1500 evrov odvetniku plačal. 1500 evrov sem izdal. Pa hvala za donacije, ker je bil odvetnik pokrit z donacijami. Spoštovani, hvala za donacije. Tudi tokrat mi lahko kakšno donacijo date, da imam malo hrebrite, pa da bo Urška še bolj jezna. Glejte, to se v pravni državi, kjer domnevno velja svoboda govora, ne more dogajati. Zdaj pustimo, na kak način se je spravil Golob na Štancerja, ali kaj je tale, lastnik tudi Info 360, Aleša. Pa ga toži, ker je nek fašizem, pa Mussolini, pa tako, mimo tega. Ampak, mislim, jaz dajem v eter svoja znanja, psihoanalitično znanja, vsako besedo, ki jo izrečem, jo lahko argumentiram s 1000 knjigami. Da tisto, kar jaz govorim, je legitimno, jaz si ne izmišljujem, jaz si ne dajem duška v besu. Jaz slovenskemu občestvu stvari razložim, da bojo vedeli, še drugi, da bojo drugi deležni mojega znanja. In Urški se to ne dopade, nima niti debele kože in ona me zopet preganja s policijo. Glejte, tale video sem zdaj mogel posnet, zdaj, če bi šel pritisk si meriti, ga bi spet 200 imel, Ampak pustimo zdaj moje srce, ker sem dober po srcu, srce me ne bo izdalo. Ampak, spoštovano občestvo, kaj si zdaj vi mislite? Dejte po svojih močeh povedati tudi drugim, spoštovani novinarji, se ne bo to upalo o tem pisati, ampak če bi kdo kaj upal pisati na to temo, jaz bom to z lahkoto zdaj se pa razgovoril, tole zdaj prepošljem Aljušu in Bojanu, pa na Info 360, pa da vidimo, kaj bo, evo, 10 minut, evo, čau Miki.